sem zelo ponosen, da lahko predstavim dr. Andrejo Pogačar. Ne. Bo pa hmal. Zdaj pritisk to rame, tako zelo... Ja, itak, pozitiven, ne. No, ta druga pomembna informacija je, da imajo v družini veliko znanja, ne, in en izmed takih res fajnih stvari, ker jo še osebno nisem uspel preizkusiti, pa upam, da je bo kmalu, pa je tudi ta drugi izziv, ne, je tudi, da znajo izredno dobro žgane pijače delati. No? Ampak nismo zato danes tukaj, danes smo zato tukaj, ker ima Andreja eno tako idejo, ki recimo vsem nam, ker imamo fizične produkte, bo v prihodnosti zelo pomembna. In sicer gre za to, da Evropa gre v nove ekološke trende, v to, da ohranimo našo zemljo zeleno. In tukaj je običajno, ne, se v veliki meri ste tudi tukaj vsi taki, da zelo radi pomagamo mladim idejam, mladim podjetjem, ampak tukaj smo prišli do neke stopnje, ker jaz recimo sam ali pa še vi recimo večina izmed vas ne more sam tako stvar uresničiti, zaradi tega, ker Andreja potrebuje volumen, potrebuje pač dosti naročil, potrebuje neka začetna investicija, ki pa bo pomagala vsem. Tako da je v bistvu tu en takih zelo dobrih izzivov za klub SBC, če smo tukaj v klubu enotni, če znamo skupaj stopiti in podpreti eno tako dobro idejo. Tako da, Andreja, prosim, če jo predstavi. Jure, še malo počakaj. Imam nekaj sabo. Zdaj, te, ki zgliš, ga ni kuhal v menu, ta prava gorenka brez šnopsa, kamor ne gre. Nekaj sabo. Evo, zaprobaj. Evo, tu bomo kar pol odprli. Zdaj, najprej bom predvajala en kratek filmček. V bistvu v filmčku je en tak zelo grob povzetek tega, kar bi jaz rada v prihodnosti naredila. Pol naprej bomo pa šli malo bolj v detajle, pa majčkam bolj secirati. Čakaj, to ne bo prav. A zvok delal. Aha, zvok je delal, pa tako. Nekaj pa se podbija. A ja, ta spod, ja. Še nekaj. Televiziji treba dati na glas. Ja, čakaj, opa. Čujem. Smo testirali v tem, da? Ti gre? Ne vem, na glas, kako gre. Ti veš? A ja? Aha, okej, evo. Hvala. Na trgu je poplava različnih embalažnih materialov. Kar nekaj se jih da reciklirati, vendar do teh večkrat pa pride, saj je postopek reciklaže dražji kot sam material. Lansko leto je v veljavo vstopila uredba o embalaži in odpadni embalaži. Cilj je, da se na dolgi rok proizvajalca prepriča v uporabo bolj trajnostnih embalažnih materialov, saj bo za te potrebno plačevati manj dajatev. Zakonodaja se bo v prihodnjih letih vse bolj zaostrovala s ciljem prepovedi vseh problematičnih embalažnih odpadkov. Tako je izgledalo večino embalaže še do nedavnega. Trend izbire trajnostnih materialov je zadnji čas v strmem porastu. Embalaža iz pulpe, ki se na trgu potrošnih izdelkov že pojavlja, bo v bližnji prihodnosti poplavila trg trajnostne embalaže ter nadomestila plastične in stiroporne vložke za kratko porabo. Najprej papirne ostanke raztopi v pot, pripravi pulpno grozbo. Orodje za formiranje se potopi v pripravljeno pulpo.
Orodje s pomočjo vakuma na površini formira željeno obliko. Ko je proces končan, gre pulpni odlitek v sušenje. Odlitke se suši na 2 načina. Termoforming je sušenje s stiskanjem med 2 ogretima polupoma. Chamber drying pa je sušenje na tekočem traku, ki potupi skozi pečico. V koncu se jih še obreže. V prvi fazi pridejo v poštev stranke, ki za svoje občutljive izdelke višje vrednosti že uporabljajo penaste vložke ali vložke iz stiroporja, da se jim tako cenovno z trajnostnega vidika splača zamenjati obstoječe za pulpo. Pulpa je trajnostni in enostavno reciklabilni material. Volumnsko zelo ugoden, saj nudi možnost vlaganja enega vložka v drugega. Posledično potrebujemo manj skladiščnega prostora. Po drugi strani je pena nereciklabilna in zavzema velik volumen za shranjevanje. Iz pulpe lahko naredimo od najbolj finih vložkov do tistih bolj robustnih za industrijsko rabo. Tu imamo 2 primera. Investicija v orodje je od 15 do 20 evrov. Cena produkcije enega vložka je 8 centov. Kapacitete ene same linije so med 6 do 9000 kosov dnevno. Pa si pogledamo na obstoječem primeru embalaže za DV Softov Sirius. Letno potrebujejo 1800 kosov vložkov. Trenutna cena znaša 14,8 evra na kos. Če uporabimo zgornjo ceno investicije v orodje, ki je 20, se jim povrne že v prvem letu. Saj 1800 kosov pulpne embalaže stane manj kot 200 evrov. Proizvede pa se v le 4 urah. Na evropskem trgu je 12 proizvajalcev pulpne embalaže, v svetovnem merilu pa le 66. Naše podjetje Dodopek je specializirano za razvoj in izdelavo trajnostne embalaže. Izdelava pulpne embalaže je definitivni rastoči trend. Danes imamo priložnost, da se pozicioniramo na zemljevid proizvajalcev trajnostne embalaže kot ključni igralec v regiji. Investicija v linijo je vsaj 1 milijon, kar seveda ni zanemarljiv znesek. Predstavlja pa tudi ogromno prednost, saj je vstop na trg pulpne embalaže zato toliko težji. Povpraševanje po pulpu. Evropsko podjetje, ki izdeluje pulpno embalažo, ima 25 linij v svoji proizvodnji popolnoma zapolnjenih za naslednje 2 leti. Iščemo zainteresirane investitorje, ki bi potrebovali pulpno embalažo in bi si skupaj delili linijo. Tako bi postavili prvo skupno proizvodnjo kalupne pulpne embalaže v regiji. Posnetek je malo nagajal, boste tudi pol naprej jaz rabim mikrofona, se sliši drugače, lahko brez mikrofona. Ok, sem malo bolj dodal. Hvala. Okay. No, naše podjetje Dodopek, začetki segajo tam v letu 2010, ko sem začela delati kot razvojni konstruktor embalaže. Stvar je bila tako, da sem čisto na ključu padla v segment, ampak mi zadeva zelo porasla k srcu, no, ker sem res začela uživati v tem, pa tudi videla sem, da je zelo veliko problemov, ki jih je za rešiti na področju embalaže. Moj primarni fokus je papir pa karton, zaradi tega, ker tudi z tega to sem skozi delala. Potem me je pot po 5 letih dela v studiu pripeljala do tega, da sem rekla, zdaj imam pa jaz dosti, pa grem na svoje. In sem začela delati kot samozaposlena v kulturi. Zelo malo potem se mi ponudila možnost, da začnem delati na Kemijskem inštitutu v okviru projekta Interreg. To možnost sem tudi pograbila, zaradi tega, ker je bila z področja biorazgradljive kompozitne embalaže, torej papir pa biorazgradljiva plastika. Projekt smo pripeljali do neke točke, lahko bi ga precej dlje, ampak tudi po tem koncu projekta sem pa rekla, zdaj pa čas, da jaz začnem malo bolj resno vse skupaj. Sem šla na Katapult, tam so me sprejeli tako res zelo lepo, odprtih rok, ekipa tam je perfektna in so me peljali za roke skozi vse postopke administracijske, ki jih bilo treba narediti, zato da se je firma odprla. Firma je zdaj odprta 1 let, gre fajn, povpraševanja po mojih storitvah je zmeraj več, tudi zaradi zakonodaje.
Imamo pa tudi ta neizogiben problem polkan embalaže, ki ni reciklabilna, pa tudi če je reciklabilna, se jo na koncu ne reciklira, zaradi tega, ker se jo ne splača, pa ker je zelo veliko take embalaže, ki je sestavljena iz več materialov, ki na koncu nič zelo ne moreš narediti. Zdaj pa, če gremo čez trende, zdaj delam jih na enem precej zanimivem projektu, no, mislim, da se teh projektov ima kar ene par. Naročnik pakira svoj produkt v tole, tokle stiroporja se porabi za en produkt. Moja rešitev bo nekaj takega, to je prvi prototip, ki sem ga naredila, zdaj je malo drugačen skozi vse faze testiranja. 2 pokrova bosta prišla, eden v spodaj, eden v zgoraj, naredili smo dropping teste in vse. Taka varianta je ful dobra za manjše količine, stiropor. Za manjše količine, pol naprej, ko bo šlo, če bomo prišli do kakšne pulpe, da bomo lahko tudi kaj iz pulpe naredili, so pa rezultati taki. Se bom malo podala naokrog. Vsak material ima svoje pluse, svoje minuse. Recimo pri stiroporu je zelo dober, ker je lahek, ker dober zaščit. Je tudi reciklabilen, ampak se ga ne reciklira. Problem je tudi volumen, ker je prevelik volumen za skladiščenje. Pol pri taki embalaži, kakor jo jaz razvijam, je v bistvu material, ki se zelo dobro reciklira brez problema, ni problema s skladiščenjem, so pa problemi z zlaganjem, ker ti pol nekoga rabiš, da ti to embalažo skupaj zloži in pol tudi kje stroški prevagajo. Pulpna embalaža je pa problem to, da proizvodne jih je zelo malo, klejle naokrog, sploh klejle v našem koncu jih ni. Sama proizvodna ni draga, v začetni vložek je drag, ker je orodje zelo drago, pa tudi fajn je, da je količina zelo velika. Je pa fina za reciklirati, ni problematična, volumensko ni zahtevna, ker se lahko zlaga en vložek pri drug, pa za sestavljati ni nobenega problema, ker v bistvu daš vložek pa noter izdelek. No, tukaj smo naredili tudi neki izračun, kakor je bil že tudi v filmčku prikazan, malo je filmček preskakovno, da se ni tako dobro slišali. Naredili smo izračun za DV-Softov embalažo, ko uporablja peno. Prikazan je, koliko letno potrebujejo, kakšna je cena na kos pene in kakšen je skupni strošek letno. Potem smo naredili izračun, sicer produkcijski, to ni prodajna cena. Če bi na pulpi naredili, bi rabili za orodje okrog 20.000 evrov, cena na kos pride okrog 180 evrov, produkcijska, kar pomeni, da smo že prvo leto na plusu in tudi tistem, ki imajo velike količine, bi se to splačalo. Cena linije. Za cena linijo smo dobili ponudbe iz 3 strani. 2 ponudbe sta iz strani evropskih proizvajalcev, in sicer od Inmaka iz Nizozemske in od Tridasa iz Češke. Cene so dosti primerljive. Cena za 3 linije pride okrog 1.600.000, ampak tudi na začetku ne bi bilo treba 3 linije narediti, ampak se jih lahko manj. Sestavljen je pa zmeraj tako, da imaš en slot, na katerega lahko postaviš 12 linij različnih funkcionalnosti, ker tudi te linije izdelujejo različno embalažo. Ena je tista prav fina, ena je pa industrijska. In tista prav fina ima tudi svoje omejitve. Ponavadi se uporablja bolj za ta stik s hrano ali pa za kakšne fine izdelke, pa volumensko je manjša, pa debelina je ful tanjša. Pri industrijski je pa debelina ful večja, pa tudi prenese precej večje teže kot tista druga. Investicija. Zbiramo 1.200.000, večino bi porabili za opremo, za neko osnovno linijo, ki bi bila 1 milijon, ostalo za druge stroške zagona, promocijo, administracijo. V zameno za investicijo seveda dobite delež podjetja, ki bo imelo v lasti linijo.
uporabo linijo za lastne potrebe po lastni ceni, delež dobička, glas, glasove na skupščini, pa točna lokacija še ni znana, ampak seveda mi si želimo, da bi to pripeljalo v Trbovlje. Okay. Finančni potencial. Tukaj je nekaj izračun narejen za amortizacijo 1,5 milijona, iz tega smo izhajali na 8 let. Zraven smo upoštevali fiksne stroške, najemnine vode, elektrike, stroška dela, 2 plače, 2 delavca. Potem prodaja, potem število komadov, to boste tudi vse dobili, tudi da si boste lahko pogledali točen. Pa povprečno ceno izdelka smo določili 0,2 evra. In na koncu izračun pride, da imamo profit 31%. Tako da je kar v redu. Okay. Tudi če smo preveč mogoče optimistično ocenili, nekako računamo na to, da bomo na plusu. Tukaj je prikazan zemljevid, malo bi ga popravila, ker v posnetku je malo naroben podatek, in sicer, da je 12 pa 66, mislim, da drugačih je pa International Molded Fiber Association je v Evropi registriranih 15 proizvodnih podjetij pultne embalaže, v svetovnem merilu pa 75, ampak tukaj niste upoštevali Kitajska pa Rusija. Tudi, kot sem že v filmčku omenila, podjetje Tridas, kot nam je tudi prvo stopilo nasproti, pa nam razložili vse, kako se dela s pulpo, imajo več kot 25 linij, skozi jih dodajajo, kakor jih le morajo, zasedeni so pa 2 leti vnaprej. Kakor smo sestavljali to mojo prezentacijo, pa ves koncept, smo tudi pomislili na prodajo. Prodaja bi v prvi fazi šli seveda osebno B2B. In seveda tudi, če bi dobili investitorje, ki potrebujejo to, je s tem to embalažo, je s tem toliko lažji, zaradi tega, ker ste že navezani, ker imate povezave in se zadeve lažje naprej porine, če več ljudi skrbi. Druga faza prodaje bi bila skaliranje prodajnega in polprodajnega procesa online. Marketing bi šli online, spletno na ciljne trge, pol mailing, napreden B2B spam, pa remarketing, PR bi na Instagramu, LinkedInu in preko medijev izvajali. Offline bi bilo pa pač klasična predstavitev, maili, telefon, sestanek, potem sejmi, kongresi, pa strokovne revije. Ekipo, tudi na ekipo je treba pomisliti, jaz trenutno sem v podjetju sama, delam že toliko časa drugače na tem, da imam tudi zelo veliko ekipo ljudi, na katere se lahko zanesem, pa kadar kaj rabim, mi oni naredijo in v bistvu outsourcam. Tako da tudi tukaj bi za štart uporabljal nek outsourcanje teh bolj, kako naj rečem, bolj nepogrešljivih poklicev. Okay. Tukaj za na konec je pa še nekaj strank, s katerimi sem delala že. Na levi strani so stranke, s katerimi sem delala direktno, na desni strani so pa stranke, s katerimi sem delala posredno, prav embalažo. Te posredno sem dobila prek agencije ali pa preko tiskarjev, ki nimajo svojega razvojnega oddelka. To je to z moje strani, hvala. Pa če ima kdo kakšno vprašanje, seveda me lahko podsuka ali zdaj. Ja. Pulpo omenjate, kakšna je to vhodna surovina? To je celuloza. Celuloza? Ja. To so pa dobavitelji? Ja, mislim, lahko je to isto kot pri papirju. Lahko se vzame str papir, pa je odvisen, kakšne so potrebe za embalažo. Lahko vzame najslabši papir, lahko se vzame nekaj srednjega, lahko se pa vrčen material vzame. Če je food contact, pa je najbolj vrčen material. Če so neke fine zadeve, da hočemo lepo površino ustvariti, je tudi bolj vrčen material. Sploh za termoforming se ponavadi uporablja, za vse ostalo se pa uporablja reciklaža. Ampak dobavitelji so kdo to pa?
papirnice. Dobavitelji so drojeti. Lahko se zmenim direktno z neko proizvodno, ali pa štancajo škatle, ali pa proizvajajo papir in ga ostanejo odrezki, vse te odrezke se da uporabiti. Lahko se zmenim z drojeti, ki dobijo to odpadno embalažo, pa jo naprej prodajajo. Lahko se zmenim tudi s komunalom, ker tudi komunala je ena postaja vmes, preden pride do drojeta. Jaz mislim, da je teh. Pri papirju je tudi zdaj malo na trgu prišel do krča, ker je glih zaradi tega zakona, no, ker so vsi navalili na papir in so cene šle ful gor, ampak tudi to stanje se bo umirilo, no, ker to je zdaj bolj izkoriščanje, kakor pa po moji oceni. No. Ker material sam spet ni šel toliko gor, kakor cene nabijajo, vsi ostali pa vmes naredijo izdelke končne. Se mi jaz tudi nekaj, kot sam pomagam. Ja. Kar se tiče surovine, Ja. lahko jaz pomagam. No limit vključen. Super. Mi upravljamo večino zbirnih centrov v Sloveniji, kar se tiče IT. Sem pa drugače tudi, bom rekel, tudi vodim Svet prošel gospodarstvo, sem predsednik strateškega sveta, tako da sem tukaj lahko pomagam materialno opremo. Odlično. Ta del lahko vzem. Ja, super. No, fajn. Trenutno se v Sloveniji plačuje Ja. za papir. Ja, težko je dobiti. No. Vas bom jaz malo popravil. Zato, ker recimo mi delamo te kartonske škatle, pa tudi Ja, te ja. pregrade, Ja. tako da mi imamo nekje, to je tehnični odpad, kaj rečemo, nekje 220-250 ton papirja na mesec, ne, ni da se ga plačujejo. Papir je še tako cena, kot ste prej vi omenila, ne, ampak še zmeraj glede, mi smo se s tem že ukvarjali, jaz sem se že 10 let nazaj začel ukvarjati, ker smo rekli, da mi naš papir, katero starega damo papirnica, katerega zmerijo in spet pride nazaj do papirja, da bi šli v neko proizvodno, tako kar se zdaj bi predstavljali, ker smo že takrat videli, da je v tem trend. Ok, vse skupaj si ustavili to, ker rabiš neko ljudi, neko, da se s tem ukvarja, ne? Ampak dejansko to, kar ste rekla, ne, po moje pametna ideja, ne, v tem smislu, kar se tiče papirja, tudi, bom rekel, kljub temu, da je neka, bom rekel, velika poraba, ga ni problem dobiti, ker to ni tako visoka proizvodnja, da bi to narabilo vse skupaj papirje. Kako ste rekli, odvisno na kjer segment se spusti, ne, in kakšna je prohodna surovina. V bistvu bi že na začetku, mislim, če bi šlo v nabavo mašin, bi že tako na začetku rekli, da ta segment gremo, pol pa počasi dodajati. No. Ker tudi ne morate, to, kar ste prej rekli, ne morate še iz prehrane pa na industrijo, se pravi, ali prehrana ali pa industrija, da vsega skupaj. Mislim, oboje lahko po enkrat, kakor je to Polja, res. po štartu pa ne morate biti na enem z oboje. Sploh če na začetku, ko bomo sam videli, je to je.